Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, primerov kot je takšen je kar nekaj. Naš gledalec je zapisal: nekoč me je objela, ko sem prišel domov. Bila je nasmejana, vse jo je zanimalo, zabavala sva se, tudi najina spolnost je bila čudovita. In danes čutim, da se izmikam. Tudi jaz ne prihajam več rad domov. Kričiva, se zmerjava ali pa sploh ne govoriva. Kaj se dogaja? Velikokrat se to zgodi tudi pri tistih, za katere mislimo, da so najbolj srečni pari na tem svetu. Kaj pravzaprav res narediti takrat? Tega nas v šoli ne učijo. A vendarle imamo ljudi, na katere se lahko obrnemo, katerim lahko zaupamo in dejansko nam pomagajo, da se premaknemo ven iz tega. Ena izmed njih je Amina Mehanovič, ki je danes v moji družbi. Amina, ti uporabljaš kar konkretna, medicinsko tudi priznana orodja, EMDR tehniko, kjer v bistvu delaš s podzavestjo, ne? To je potrebno v teh procesih, ampak nasploh danes bomo govorili o partnerstvu. Velikokrat se vprašaš, pa zakaj imam glih takega partnerja, ne? Ali pa v bistvu kar ugotoviš, da tudi prejšnji partnerji so imeli podobnosti s sedanjim partnerjem. Ja, ali pa recimo, da je bil podoben, da te na isti način rani, kot te je mama, ali pa na isti način, kot je oče ali pa skrbnik, ne? In recimo, ko smo bili majhni, ne, se spomniš pravljice. Takšni in drugačni zapleti. In na koncu sta se poročila in sta živela srečno, ne? In imaš princa in je konc težav. Ampak le se težave začnejo, a ne? In ravno to, ko si zdaj rekla, na začetku, ne, ko se zaljubiš, te pritegne to, kar ti je domače, ko ti je lepo, a ne? In ko faza romantike mine, tako do 2 let, ker hormončki tako zelo ne zdržijo, a ne, se pa pridejo ven naše potisjene rane, vzorci, mehanizmi, nehote, a ne? In potem vidiš, da tvoj partner, da te rani na točno enak način, kot je recimo tvoja mama ali oče, ne? In zato se začne, a ne? Potem so globoko čustva. Ja, ampak je torej to res, ker v velikih knjigah to piše, a ne? Da si mi v bistvu zberemo partnerja točen takega, kakor je naš oče ali pa mama, odvisno, kdo nas je bolj rano. Večinoma, ker ti je domače. Pa kaj nam je treba tega? To je nezavedno, je to. Domače ti je. Okay. Se pravi, ti dojemaš ljubezen na tak način. Ja, to krasno opisuje, recimo, ko sem jaz te razne pristope študirala in ena od njih je recimo imago, partnerska terapija, pa na čustva usmerjene. Tako in pri imagu ravno ta Harville Hendricks govori, ne, zato se reče imago, mi nosimo podobo v sebi, nezavedno, in te točno to pritegne. Kar ti je doma. Se pravi, podzavestno mi to hočemo rešiti, točno ta tako. Odnos, ja. In Ja. v bistvu samega sebe, po domač povedan, malo drkamo v glavo in v bistvu izberemo tak odnos, ki je torej priložnost, da to zrihtamo, ampak če se ne ukvarjamo s tem, pol ne zrihtamo, pa se ločimo, pa pol se spet poročimo, Ja. pa se pol spet ločimo, pa Ja, pol se res, poročimo, se pa pol se zgodba nočemo več nadaljuje. ločiti. Točno tako, ne. Zavesten odnos je ključ, a ne? In ravno ta partner, ki nas rani, je lahko tudi naš zdravitelj, če hočeta oba delati, a ne? Ker mi prinesemo ene vzorce, ne? Pa je kričanje, pa zmerjanje ali pa odmik, ignoriranje, in to eskalira in sta vsak na svojem bregu. Pa malo se hočeta kaznovati pol, Tako, pa pol še otroke točno uporabljata, tako, ne? ne, manipulacija. Ampak lahko izbereš, joj, to ne deluje. Takšen mehanizem je kot pri meni doma, ko sem trpel kot otrok, in lahko začneš ozaveščati in potem na tem delamo pri mojih svetovanjih partnerskih, družinskih, obogatenih s temi terapevtskimi tehnikami, a ne? Se pravi, kakšna je tvoja vizija? Katere korake zavestno začneš delati, da ravnaš drugače? In en kup je orodij, ki nas ni nihče učil o komunikaciji, ki je povezovalna,
Ja. Da ti greš, čakaj malo, a bom tako odreagirala, kot sem poslušala doma. Ne, to ni okej. Če hočem biti povezana s tem človekom, kar jaz lahko naredim je, a bo ta komunikacija povezovalna ali bo razdiralna. In to se tudi učimo, a ne? Ja, odlično. V Ljubljani oziroma v Sevnici imaš vsak teden skupine, delavnice, se pravi skupno, tudi individualno posebej. Zdaj po novem letu se ti bo formirala tudi nova skupina, ne? Oziroma nove Tako, po skupine. novem letu gremo zopet na novo, a ne? In tu se vsak najde kot posameznik, ker ključ pa je v tem, kako si ti sam s seboj. Sam seboj. Potem si lahko povezan in varno navezan v partnerstvu in vseh odnosih, a ne? Enkrat sem prebrala nekaj v smislu, da ni finta pravega partnerja, ne? Ker potem se mi zdi, da tudi sama sem se ujela v to, ne? Pa sem imela nek odnos, pa sem rekla, ne, se ta je pa ziher pravi, ne, ta ni pravi. Pa je prišel drug, ne, se ta bo pa ziher pravi, ta bo pa ziher, ne, ni pravi. In potem sem nekje prebrala, da ni finta v pravem pa nepravem partnerju, ampak je finta v tem, kdaj si se ti pripravljen sam s sabo spopasti, pa sam s sabo razrešiti stvari, da potem je lahko vsak partner pravzaprav pravi, ki si ti pravi sam v sebi. Je zelo pomembno, kak si sam s sabo. Se pravi, je neka finta v tem? Absolutno. Se pravi, ti ne verjameš v to, da ima vsak svojo dušo dvojčico in zdaj moraš nujno to najdeti in če te ne boš najdel, da ne bo šlo. Vsak odnos je delo. Naša učiteljica iz Danske je rekla, partnerski odnos ni za lenuhe, ima skozi kaj za delati, a ne? Ampak baza, kje smo vsi, je, a si tukaj zame, ko te najbolj potrebujem. In a zmoram jaz biti zate tukaj, a ne? Ko ti mene potrebuješ, a sem ti sposobna dati ramo, a ne? In to je ključ. In seveda potem to zavestno delovanje, komunikacija, izražanje čustev, kaj delamo s to jezo, to je zelo pomembno. To je zelo pomembno. Na začetku sem prebrala eno tole sporočilo, ki ga je poslal gledalec v smislu, koliko je nekoč rad prišel domov, pa si je želel, da pride domov, zdaj pa je to kar tak, pa ga je objela, pa tak in drugače in vse ostalo. Kaj bi takmu moškemu rekla, ki sprašuje, pa kako se zdaj to dogaja? Zatem jasno kaže, če ti nima željo več priti domov, a ne, temu rečemo izhodi. A veš, ko je tvoja bližina boleča postala s tem partnerjem, iščeš način, kako bi se iz tega odmaknil. Ali prekomerno delo, ali šport, ali ženska, kar takrat mora vedno čistiti, pa še delo stati z otroci zvečer, da ja ne bo treba z možem, ker ni več te bližine oziroma je boleča. In temu rečemo izhodi, se začneš umikati, a ne? In skrajno so potem ločitve ali pa, mislim, prenehata, ne? Ali pa živita celo življenje, vztrajata zaradi nekih stvari, a ne, skupnega doma, otrok in tako naprej, ampak to ni sreča, ne? Ni povezovanja. Skupni krediti in podobno, ne? Točno to, a ne? Prav neverjetno je, koliko ljudi so se ločili, ampak še kar živijo pod isto streho. Ja, to je pa neverjetno. Ampak jaz mislim, da to ni zdravo. Vsaj v začetni fazi, dokler ne preboliš. Ker si ne hotel meni, a je prišel domov, ama koga s sabo. To imam pa prav takšnih primerov enih par, a ne? In je zelo obremenjujoče, bolje iti vsak zase, a ne? In zdaj seveda, tako ko smo se eni od oddaj pogovarjali, če so majhni otroci, je pomembno, da zmoreta ohraniti dober starševski odnos, kjer sodelujeta v dobro otroka, ne? Velikokrat pridejo k tebi ljudje ravno s temi težavami, a ne? Ampak a se kdaj zgodi, da pridejo k tebi zaradi tega, ker ima otrok neke težave in je otrok hiperaktiven, ali pa se ne more skoncentrirati, ali pa dela štalo, ali pa ne vem karkoli, in pol v bistvu ugotoviš, da je to sam simptom, ki kaže, da je med njima nekaj, da se dogaja. To je dnevno, kar si rekla. A ne? Z mojim otrokom je tak pa tak, a ne? Zato vedno najprej povabim starše, da vidim, kakšna je dinamika. Lej, otrok je naš odsev.
Otrok je klic na pomoč, tu se nekaj dogaja. Nekdo je pač navzven to pokaže, je agresiven ali karkoli, nekdo se pa potegne vase. A ne? Ok, se pravi, to je vse. Zdaj, če prav razumem, prvi strupen odnos imamo mi sami s sabo in potem to prinese partnerja, s katerim se bockamo, in potem to prinese otroka, ki pa to sam še bolj pokaže dejansko. Ja, Se pravi, lovijo nas te vzorci. točno to, ne. In zdaj ljudje smo nagnjeni, ne, ko bi se on spremenil. On je takšen ali pa takšen, ali pa ona je takšna, ne. Ampak ključno je, kaj sem jaz pripravljen narediti, da bo boljše. A ne? Kaj sem jaz pripravljena narediti, da se bom boljše počutila s teboj. A ne? Prevzeti odgovornost na sebe in ko jih recimo skozi ta srečanja partnerska varno vodim, da zmorejo končno slišati sam drug drugega. To je baza. Ker mi, ko se kregamo, ne, se veš, kak je. Ti partner nekaj v si že misliš, se že vem, kaj bo rekel, ali pa že v mislih imaš, kaj bom nazaj rekla in sta vsak na svojem bregu. Se pravi, ključno, da se slišita, to pomaga z zrcaljenjem. Zrcaljenje je nekaj tako osnovnega. Boš videla zdaj, ko bo dojenček, hvala Bogu, a ne? Pa se nasmejiš, pa ti nekaj rečeš, pa ona kaj pomeni? Wow, viden sem, slišan sem, tukaj si za mene. To je temelj, ko mi hrepenimo celo življenje. Se pravi, on si bo šel v kuhno, pa si jo nalil pivo, pa si pa ti tudi, ali kaj? Nisem to mislila. Okay. Ne, govorim o nečem drugem. Ja. Ko delam z ljudmi, ne s pari, kaj je pomembno najprej, da jih vodim, da se sploh slišita. Da se slišita. In zrcaljenje v smislu, rekla si, da se slišita. Razumeš? Da ponovimo, da končno, in potem karkoli nekdo naredi, tudi če se s tem ne strinjaš, ali partner, ali v službi, kjerkoli, z njegove perspektive, če njegove ljubuješ, ima vedno smisel. Ja. Verjetno se veliko ljudi, ki se obrne nate, ali pride na tvojo delavnico, ali pride na individualno svetovanje, verjetno mogoče od tebe slišati tudi to, kar se mora sam odločiti v smislu, a je čas za ločitev ali ne. A je kakšno pravilo tukaj, kdaj je boljše, da se ločimo, pa kdaj je vendarle boljše, da ne vržemo puške v koruzo, pa pač spucamo te stvari. Ali tudi, če se ločimo, jih bomo vsej kaj prej mogli spucati? Nikoli si ne drznem, ne službeno, ne privat, reči človeku, naredi tako pa tako. Jaz varno vodim, kako bi bilo, kako se vidiš, če se odločiš tako, in kako, če vzameš drugo smer. Se pravi, sam se mora... Jaz sem ekspert za procese, ki jih vodim, človek je pa ekspert za svoje življenje in on izbira, on s tem živi. Seveda dam podporo, kje si ti, kdaj je jasno treba postaviti mejo, kaj je v tebi, da ne zmoreš te meje postaviti, a ne? In potem delamo na tem. To je tako kompleksno in izvor teh odnosov, pa smo spet tam, je v ranem otroštvu. Je v ranem otroštvu. Ja. In tukaj ta EMDR tehnika, ki jo ti izvajaš, dejansko prideš dejansko do tja. Točno to, ne? Ker ko delamo s pari, je eno in potem vidimo, kje je pa on ranjen. Ne? Nekje se zelo, ker je čudovit proces, da se varno povežeta in največkrat vidite, da sta v istih segmentih ranjena. Se pravi, isto hrepenenje spodaj, ko so pa ta čustva ranjena, pa potem pridejo, jih povabim še individualno, če želiš, recimo, da se znebiš strahu, da znebiš se občutkov nevrednosti, ker skozi projiciraš nehote to na partnerja. A je možno, da ima recimo ženska, ki je v otroštvu odraščala mislim, mama in oče se recimo nista ločila, pa bi bilo boljše, ker se res nista razumela, in da je zdaj dejansko na njej, da se nauči, da reče stop, da reče dovolj in da dejansko more to narediti, da ne vztraja tam, kjer ni zdravo okolje za njo. Se pravi, imamo različne lekcije tukaj. Meni je to zelo blizu. Ko sem jaz čutila, da je dost, sem odšla. Če ne bi izgubila sebe. Se mi zdi zelo pomembno. Ampak tako, ko sem rekla,
treba je postaviti meje, ali pa izbereš, da si celo življenje žrtev, ali pa mazohist, tako rečem, včasih malo podražim, in se ohranjaš v teh domačih bolečinah. Ne? In zdaj je to treba nekaj videti, ta ples v odnosih. Večina, 85% je zalezovalno odmaknjeni ples. Ja. Amina, kaj pa, ko slišiš, da se v partnerstvu dogaja tudi nasilje? V smislu, da ne samo verbalno, da dvigne roko nad žensko ali pa ženska nad moškega. Bog ve, tudi to se dogaja. Vse. Kako odreagiraš takrat? Temu je treba reči konec. Se pravi, v nobenem primeru si ženska tega ne sme dovoliti? Ne. Ali pa moški, da ga Ne. tolče? A veste, in potem reče, ja, se je drugače pa dober človek, to, ko smo se že zadnjič pogovarjali, ne? Vsak od nas Ljudi pa ima ima dobre lastnosti, ampak ko gre za nasilje, a ne, in potem reče, ja, se ne more kontrolirati. Prosim, a pri šefu se pa lahko kontroliraš? Ja, se pravi, nasilje je izbira. Ta človek lahko izbere drugače. Jaz tudi delam z ljudmi, ki imajo s tem težave, da so nasilni in tako naprej. Tisko želi na tem delati. Ampak na ženski oziroma tudi na moškemu, ki ima partnerko, partnerja, ki je nasilen, on izbere. A si jaz tole še dovolim? Ali ne? Ali bom rekel konec? Ampak a obstaja primer, da partner se samo enkrat spozab, ne vem, nekaj je spil, ne vem, karkoli in samo enkrat naredi ta feler in bolj nikoli več? Ne vem, se ponovi. Se? Ja. Kar jaz poznam, se je ponovilo. Zdaj, če je bilo samo enkratno, ne vem, se pravim, odnosi so tako posebni. A ne? In mi sodelujemo v tem. In vedno imaš izbiro, a si tole dovoliš, boš trpel celo življenje, ali narediš konec. A ne? Ali pa, ko pridejo v te partnerske terapije, a ne, se lahko ravno ta partner, ki te je najbolj prizadel, lahko skupaj pozdravita hkrati otroške rane. Ne? Če so to te normalne, ko pridejo kreganje, nesoglasja, ki je človeško. Ne? Nasilje pa treba ustaviti. Se pravi, da se To ne si zaveš. nihče ne zasluži. Res ne. Ja, se pa dogaja, ne? Bolj kot si mislimo, Jasmina. Ta alkohol v Sloveniji vidim, da je to problem. Mislim, nisem se prej tukaj tega zavedla, ker sem začela potovati, sem videla, Madonna Slovenci pa res imamo problem s tem alkoholom, ne? Zelo. To je v bistvu kompenzacija verjetno, oziroma ta izhod, o katerem si govorila, ne? Alkohol je točno to in hkrati si mašiš neka čustva, ne? Ali se počuti ta človek nesigurno sebe, da ni vreden, da ni ljubljen, neka stiska notranja, ne? Ja. Ki si maši s tem. Tako Ampak ko nekdo moški gre pa težje v to tablete. procesirajo, kakor ženske, ne? Pomembno je, če želi. Vse se da, če jaz prepoznam, da nekaj ni v redu in želim delati, in se da. Če pa ti rečeš, s tabo je nekaj narobe, ker ti pet, a ne? Potem temu človeku ne moreš pomagati, ker tega ne želi, a ne? Okay. To je pa tudi treba spoštovati, ne? Kakorkoli. Seveda. Seveda in potem ta ženska ali pa partner odloči, a bom jaz vztrajala v tem ali pač grem. Ali pa ne. Hvala lepa, Amina Mehanović je bila danes torej v naši družbi. Večkrat sva že govorili na različne tematike, preverite na YouTube kanalu. Sicer pa odločitev je tista prva, kot ste slišali.